Spoštovani, lepo pozdravljeni na znanstvenem popoldnevu Univerze v Novi Gorici. Tokrat ga prvič organiziramo v Novi Gorici v prostorih Epika. Veseli nas, da dogodek izvajamo v soorganizaciji Mestne občine Nova Gorica in v sodelovanju z Zavodom Go 2025. Želimo si, da znanost še tesneje približamo lokalnemu okolju in tako pripomoremo v soustvarjanju prostora dialoga, radovednosti in navdiha. Naslov današnjega predavanja je Astronomija in arhitektura v Mezoameriki. V posebno čast mi je, da lahko predstavim našega uglednega gosta, profesorja doktorja Ivana Šprajca. Ivan Šprajc je diplomiral iz arheologije in etnologije na Univerzi v Ljubljani, magistriral iz zgodovine in etnozgodovine na Escuela Nacional de Antropología e Historia v Mehiki in doktoriral iz antropologije na Universitat Nacional Autónoma de México. Od 1992 do 2000 je bil zaposlen kot raziskovalec na Mehiškem inštitutu Instituto Nacional de Antropología e Historia. Šprajčevo delo je že vrsto let osredotočeno na mezoameriško arheologijo in arheoastronomijo. Opravil je obsežne raziskave o pojmovanjih, povezanih s planetom Venero, v mezoameriškem pogledu na svet in o praktičnem in religioznem pomenu astronomskih orientacij v predšpanski arhitekturi. V 12 sezonah arheološkega rekognosciranja, ki jih je vodil v južnem delu mehiške zvezne države Campeche, torej v srednjem delu polotoka Yucatana, je njegova ekipa odkrila vrsto prej neznanih arheoloških najdišč, med njimi tudi pomembne centre nekdanje regionalne politične organizacije. Profesor Ivan Šprajc je avtor številnih publikacij in prejemnik številnih nagrad in priznanj. Zlatega znaka ZRC SAZUJA 2002, priznanje Kogojevo jabolko predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 2013, priznanje Slovenskega arheološkega društva za dosežke pri raziskovanju mezoameriške arheologije in arheoastronomije 2014, priznanje Alfonso Caso za raziskavo na področju arheologije Instituta Nacional de Antropología y Historia 2015, priznanje Carlos Jašček za izjemne dosežke na področju kulturne astronomije in arheoastronomije z strani European Society for Astronomy and Culture 2020. Seveda profesor dr. Šprajc je 2024 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju arheoloških in arheoastronomskih raziskav v Mezoameriki. Profesor, iskrena hvala, da ste danes z nami in z veseljem vam predajam besedo. Moramo to vrniti. Dober dan, lepa hvala za te besede, za povabilo in seveda lepa hvala vam, vsem vam, ki ste prišli. Zdaj moram jaz to malenkost vrniti. Torej, kot ste lahko že prebrali, bom skušal nekaj povedati o astronomiji v Mezoameriki in s pojmovanji, ki so bila povezana z opazovanjem neba, ampak najprej verjetno ne bo odveč, če povem nekaj splošnih besed o Mezoameriki nasploh. Torej, Mezoamerika je kulturno definirano območje. Moram reči, da kadar pišemo v slovenščini, so včasih lektorji še vedno malo preveč kreativni in mi to popravljajo v Srednjo Ameriko, kar seveda ni prav, zato ker to nista sinonima. Srednja Amerika je seveda geografski pojem, Mezoamerika je pa kulturno definirano območje, ki ustreza nekako srednjemu in južnemu delu današnje Mehike in severnemu delu Centralne Amerike. Zdaj, zakaj govorimo in zakaj uporabljamo zdaj ta pojem? Ja, ker nam omogoča zelo, torej, da se preprosto nanašamo na območje, na katerem so živela sicer zelo različna ljudstva, ki so govorila tudi mnogo različnih jezikov, ampak so
bila v marsičem podobna. Torej, v zadnjih tisočletjih pred prihodom Špancev jih je vezala cela vrsta skupnih kulturnih prvin. Tako je recimo gospodarstvo teh ljudstev povsod temeljilo na poljedelstvu, na intenzivnem poljedelstvu. Koruza je bila najpomembnejša kulturna rastlina. Povsod je bila religija podobna, imeli so piramidalne templje, koledarski sistem, kot bomo videli, je bil tudi tako rekoč enoten po vsem ozemlju, božanstva podobna in tako naprej. Torej, sam koncept oziroma te prvine, ki določajo, ki definirajo Mezoameriko, se pa začnejo pojavljati nekje v 2. tisočletju pred našim štetjem. To je pa takrat, ko tudi nastanejo tudi prve razslojene družbe in kasneje države. Torej, na tej karti vidite tudi grobo kronološko delitev na 3 obdobja Mezoamerike in pa nekaj od največjih arheoloških najdišč. Zdaj mogoče najprej samo nekaj besed o koledarskem sistemu, ker je pač vsak natančen koledar, kar jih je nastalo v zgodovini človeštva, vsi temeljijo vsaj deloma na astronomskih ciklih. In to je seveda res tudi za mezoameriški koledarski sistem. V rabi sta bila povsod 2 cikla. Na eni strani je bilo 365-dnevno leto, to je bilo sestavljeno iz 18 obdobij po 20 dni, ki jim je bilo na koncu dodanih še 5 dni. In to obdobje je imela seveda astronomsko osnovo. Drugi ciklus, ki je bil pa edinstven v zgodovini človeštva, imel pa 260 dni. Torej, če si pogledamo najprej 365-dnevno leto. Torej, zdaj pogled, kot če bi gledali nekje iz vesolja na zemeljsko ploščo, torej tako, kot so si jo oni in še mnoga druga ljudstva predstavljala, in z opazovalcem na sredini, in označene so tudi 3 trajektorije Sonca ob 3 značilnih trenutkih leta, se pravi ekvinokcijih ali ob 4 ekvinokcijih, ki sta 2, in ob obeh solsticijih. Zdaj te trajektorije so seveda nagnjene glede na horizont in to približno tako, kot bi bile kot so v mezoameriških geografskih širinah. In na takšen način seveda tudi danes sferna astronomija predstavlja nebo, nebesno sfero in zemeljsko ploščo. Čeprav vemo, da Zemlja pač ni plošča. Zdaj, če se pa približamo opazovalcu in skušamo videti to, kar so ljudje res lahko tam videli, pa si narišemo še neki horizont, lahko vidimo te 3 trajektorije na vzhodu, in ugotovimo tudi nekaj. Če so začeli opazovati nekega dne sončev vzhod, ko je sonce vzhajalo iz recimo neke izstopajoče točke na horizontu, in so potem šteli dneve. Sonce je prišlo do enega solsticijskega ekstrema, potem do drugega in nazaj. Z malo sreče so lahko v enem samem letu že ugotovili, da je to obdobje traja 365 dni. To, da je tropsko leto malo daljše, a se sliši? Da je malo daljše, to je seveda drug problem, skoraj četrtino dneva je daljše, ampak zato so pa že potreba daljša opazovanja. In ta koledarsko leto je imelo vedno samo 365 dni, torej tako kot egiptovsko, staro egiptovsko, tudi nikoli niso uporabljali nobenega sistema interkalacij ali popravkov, s katerim bi obdržali skladje, konkordanco tega koledarskega leta s tropskim letom. Zdaj, drugi ciklus je bil pa 260-dnevni, ta je bil pa sestavljen iz kombinacije 20 znamenj in števnikov od 1 do 13. Zdaj, vsako ljudstvo je imela seveda malo drugačna znamenja in tudi imena, odvisno od jezikov, tako kot danes. To je bil pan-mezoameriški ciklus. Povsod je veljal, tudi ista je bila korelacija, ampak tako kot je danes pri nas četrtek, kje drugot je Thursday ali Jovedi, so imeli tudi oni različna imena za te datume. To, kar vidite, so imena v jeziku Nahuatl, ki so ga govorili Azteki, torej zadnji prišleki na mezoameriško prizorišče, s katerimi so imeli opravka tudi Španci in tudi prevodi. Zdaj, teh 20 znamenj se je kombiniralo konstantno s 13 števili, od 1 do 13, in to tako, da ko so prišli recimo od 1 krokodil do 13 trs, se je sekvenca znamen nadaljevala, števniki so začeli od 1 naprej in tako naprej. Tako da seveda preprosti izračun pokaže, da je bilo potrebno 260 dni, da so se zvrstile vse možne kombinacije
20 znamen in 13 števil. Ne. Zdaj, vsak 260-dnevni cikli so potekali permanentno in brez prekinitev, neodvisno od koledarskega leta, podobno kot naši tedni. Ne. Ni vsak ponedeljek prvi, ali pa, ne, tako da je bilo to neodvisno. In zato lahko spet vidimo najmanjši skupni mnogokratnik obeh števil je 18.980 dni, kar pomeni, da je bilo potrebnih 52.365 dnevnih let, da so se zvrstile vse možne kombinacije datumov obeh ciklov. In še enkrat, koledarsko leto je imelo vedno samo 365 dni, podobno kot egiptovsko. Zakaj? Najbrž zato, ker je bil koledar enkrat že ustanovljen ali ta kombinacija obeh ciklov bi seveda s kakršnimi koli popravki podrli to skladje. Druga razlaga, mogoče še bolj prepričljiva, je pa ta, da seveda ravno zaradi tega, ker se je koledarsko leto postopoma premikalo skozi leto letnih časov, ker je pač leto letnih časov malo daljše, so bila še vedno potrebna astronomska opazovanja. In za ta opazovanja so bili pa zadolženi seveda specialisti, verski specialisti, svečeniki, ki so gledali nebo in so lahko tudi ljudem povedali, kdaj je pravi čas za določena opravila na polju, ki so nujno odvisna od letnih časov. Za Mezoameriko nimamo nobenega podatka, da bi kadarkoli kdo skušal popravljati ta koledar. Vemo pa recimo za egiptovski koledar, da je v 3. stoletju so nekje poskušali narediti neko korekcijo, ker so seveda vedeli, tako kot Mezoameričani, da je tropsko leto nekoliko daljše, ampak ta poskus ni prosperiral, ker je bila premočna tradicija. Ne. Egipčani so seveda dobro vedeli, da je vse pol Julij Cezar vprašal onega aleksandrinskega astronoma, ne, kako bi zdaj to zmedo rimskega koledarja uredil, in on rekel, da to je čisto enostavno, leto ima 365 dni, vsako četrto leto dodaš še en dan, je stvar v redu. No, pa so seveda Rimljani še tam malo zabrkali, ker so imeli inkluzivni način štetja in so vsaka 3 leta dodajali en dan, in šele avgustu gotovo, da že spet nekaj ne klapa, no, pa je bilo pa v redu. No, v Mezoameriki tega ni bilo in torej opazovanja astronomska so bila še vedno pomembna. Danes pač našim nobenemu kmetu ni treba spraševati farja, kdaj je treba saditi ali pa kdaj karkoli treba narediti, zato ker je koledar pač vedno ohranja konkordanco s tropskim letom. Če pa tega ni, pa seveda rabimo nekoga, ki gleda nebo in ki bo to povedal. V glavnem seveda domačini, kmetje vejo, kdaj se kaj spreminja v naravi, pa kdaj je treba kaj narediti. Ampak pomembno pri tem je, da je bilo vedno treba narediti tudi neke obrede, ki naj zagotovijo uspešnost poliverskega cikla. Za te obrede so pa potrebni kanonični datumi in to bomo videli, za kaj gre. Zdaj, če se ogledamo to zemeljsko ploščo od zgoraj, ne, tu sta zdaj označeni 2 značilni smeri proti solsticijskim ekstremom sonca. To sta zdaj 2 kota na vzhodu in na zahodu, znotraj katerih sonce vzhaja in zahaja v mezoameriških širinah. Pri nas bi to bilo malo širši kot. In zanimivo, ta znameniti Sončev kamen, ki je v Mehiškem nacionalnem antropološkem muzeju, ne, iz azteškega časa, to je nekakšen kozmogram. Ne, na sredini je en koledarski glif, gibanje ali tudi potres. Gibanje tudi nanaša se tudi na gibanje sonca, zato najbrž ni naključje, ne, da so kraki tega glifa ustrezajo solsticijskim smerim v mezoameriških geografskih širinah. No, to je ta kamen, ne, eden od najbolj impozantnih azteških klesanih spomenikov v muzeju. Zdaj, če pa pogledamo, če preidemo zdaj na orientacije, kar je osrednja tema, ne, vsako stavbo, če je pravokotnega tlorisa, orientacijo lahko definiramo z 2 smerema, torej sever-jug, vzhod-zahod. Če bi bile vse točno pravokotne ali kvadratnega tlorisa, potem bi bilo seveda dovolj ena sama linija. Ampak večina mezoameriških stavb je nekako tako, malo rombaste so. Ne? Tako da je treba zmeriti obe smeri, če hočemo videti, kaj je bilo zdaj astronomsko. Jaz sem seveda že zmeral stotine teh orientacij na raznih koncih Mezoamerike in izkazalo se je,
da orientacije sever-jug niso bile astronomsko signifikantne. To lahko vidimo po tej razporeditvi azimutov. Azimuti so seveda koti v horizontalni ravnini, ki se merijo od severa v smeri urnih kazalcev. In vidite, da so azimuti proti vzhodu bolj izrazito grupirani kot pa azimuti proti severu. To je prvi indikator, da azimuti proti severu in jugu niso bili astronomsko zanimivi. In drugi faktor je pa, da je večina teh azimutov na vzhodnem in seveda zahodnem horizontu, azimuti proti zahodu so pač 180 stopinj večji, da je večina teh azimutov znotraj letnega sončevega gibanja po horizontu. To je pa seveda, če bi bile naključno razporejene, bi bil procent veliko manjši, kot je vres teh orientacij. Te manjše, kar so onstran tega kota, dobro, nekatere sploh niso bile astronomske, ker gotovo je tu nekaj šuma v teh grafih, ker nimamo pač podatkov, katere stavbe so bile. Zmeraj smo pa seveda predvsem tempeljske, razne elitne rezidence in administrativne objekte, ki so bili pomembni v pogledu na svet. Nekatere te orientacije onstran tega kota se pa nanašajo na Luno, na Lunine in Venerine ekstreme. To bomo pa proti koncu tudi pogledali, če bo čas. Zdaj, azimuti pa seveda niso zadosten numerični podatek, da bi lahko res ugotovili, na kaj se morebiti nanašajo, na katere nebesne pojave se nanašajo orientacije. Namreč, če gledamo za ene in iste točke, torej z iste geografske širine, pa neka zvezda vzhaja tam, kjer jo vidite, je azimut to, kar je tam, kar je označen. Ampak, če je pa v tej isti geografski širini neka vzpetina, da je hribovit horizont, pa se pa seveda sonce se premika po poševnih trajektorijah in je v tem primeru treba upoštevati višino horizonta in izračunati deklinacijo. To je pa nebesna koordinata, ki nam pove kotno razdaljo od nebesnega ekvatorja do tega telesa, ki nam je zanimivo, ki ga opazujemo in je odvisna od geografske širine, od azimuta in od višine horizonta popravljene za refrakcijo. Torej, deklinacije so šele tiste koordinate, katerih analiza lahko razkrije, na kaj se morebiti nanašajo posamezne orientacije. Jaz vas zdaj seveda ne bom utrujal z deklinacijami in tako naprej, ampak te deklinacije, če gre za Sonce, Sonce dosega deklinacije med približno -23,5 ob zimskem solsticiju do približno +23,5 ob junijskem solsticiju. Torej, deklinacije znotraj tega kota je mogoče pretvoriti v datume. No in te datume se da potem tudi analizirati. Zdaj, solsticiji so bili očitno najbolj elementarne reference za orientacijo v tropskem letu, v letu letnih časov. Zakaj? Zato, ker to so trenutki, ki so naravno signifikantni. Če gledamo Sonce z istega opazovališča dan za dnem, recimo ko vzhaja ali ko zahaja, seveda vidimo, da vedno pride samo do določene točke proti severu in do določene točke proti jugu. In to so solsticiji. In zato seveda ni čudno, da imamo zelo zgodne orientacije, ne samo v Mezoameriki, temveč tudi marsikje drugod po svetu so solsticiji. To so bile prve reference za orientacijo v letu letnih časov. To je recimo nastavba iz zgodnega prvega tisočletja na polotoku Yucatanu, ki je solsticijsko usmerjena. To je recimo znamenita piramida v Choluli v srednji Mehiki, ki sicer izgleda kot naraven hrib, ampak to je zato, ker je zadnja faza iz nežgane na soncu posušene opeke, ki se seveda zerodira, raste trava, grmičevje. Potem so seveda Španci še dali cerkev gor, kar je tudi znano povsod po svetu, kontinuiteta svetega prostora, tudi pri nas. Ampak tudi ta piramida, ki je mimogrede ne posebno visoka, okrog 60 metrov, ampak po volumnu je pa primerljiva s Keopsovo, s Kufujevo v Egiptu. No in ta piramida in celotna še današnja urbana trasa mesta Cholula je usmerjena solsticijsko. To je še eno najdišče zgodne predklasično iz osrednje Mehike, ki ni bilo izkopano, ampak vidite tu neki zidovi se vidijo, ki so usmerjeni
To je zdaj pogled proti sončevemu zahodu ob poletnem junijskem solsticiju, obenem je pa na horizontu, ne vem, če se da videti, je en hrib, ne? Kar bi lahko rekli, da je to naključje, če bi bil to osamljen primer, ampak ni. Takih primerov imamo kar veliko. To je še ena zgodna struktura iz države Oaxaca, kjer je tudi ena stara stavba usmerjena proti hribu in obenem proti solsticijskemu sončevem zahodu. Pa tu še nekaj takih primerov, ne, orientacije proti hribom. Zdaj, zakaj? Hribi so bili seveda vedno sveti. Hribi so bili polni vode, kar ni samo verovanje, saj so izviri ponavadi izpod hribov, obenem pa se oblaki radi zbirajo okrog hribov, tako da se še danes na hribih marsikje opravljajo obredi. Večina teh orientacij je pa tudi astronomskih. To pa seveda pomeni, da hriba niso mogli postaviti v želeno smer, ampak so morali iskati mesto, odkoder je smer proti nekemu hribu bila tudi astronomsko signifikantna, torej da je označevala tisti pojav, ki jih je zanimal, ki so ga hoteli registrirati. Zdaj naslednji korak v teh metodah merjenja časa pa je bil očitno določevanje tako imenovanih dni četrtin leta. Torej, razdelili so vsako polletje, ki ga sta omejevala solsticija, na dva enaka dela. In so prišli ne do ekvinokcijev, temveč do teh datumov 23. marec, 20. september. Oba datuma padeta 2 dni po pomladnem enakonočju in 2 dni pred jesenskim. Zakaj to ne sovpada? Zato, ker po Keplerjevih zakonih se pač Zemlja ne giblje z enako hitrostjo po svoji eliptični krožnici, zaradi tega so tudi letni časi različno dolgi. In nobenega dokaza nimamo, da bi Mezoameričani poznali ekvinokcije. Pravzaprav nikjer po svetu onstran mediteranskega sveta. Ker solsticiji so razmerno enostavno opazni. Ob ekvinokcijih se pa nič ne zgodi takega, kar bi vzbujalo pozornost samo po sebi. To, da je dan enak noči, super, ampak to je treba zmeriti. Je treba imeti natančno uro, neki kronometer, poleg tega to velja samo za raven horizont in brez refrakcije. Torej, kakorkoli že, nobenega dokaza nimamo, da bi ekvinokcije poznali v Mezoameriki ali tudi kjerkoli drugje, brez povezav z mediteranskim svetom, zlasti z Grki, kajti danes je ekvinokcij definiran kot trenutek, ko ima sonce deklinacijo 0, ko je na nebesnem ekvatorju, ampak da to določimo, rabimo neki ekvatorialni sistem koordinat. Skratka, metoda ni posebno enostavna. Zdaj, kakorkoli seveda jim ne odrekamo znanja, boste videli, da so bili zelo dobri v marsičem, v njihovih mimogrede, v njihovih napisih lahko vidimo, da so lunarne mesece kombinirali po 29, po 30 dni in to v takih sekvencah. Imeli so različne formule, ampak najboljša formula je taka, da lahko danes mi izračunamo, da so dolgoročno imeli preciznost lunarnega meseca skoraj tako, kot je današnja vrednost. Napaka je za pol minute. Zato so pa potrebna že opazovanja, dolgotrajna. Ekvinokciji jih pač niso zanimali, enostavno. Imamo pa orientacije proti tem dnevom četrtin leta. Teh je pa veliko. Torej, to je razporeditev datumov v mezoameriški arhitekturi, kolikor je pač teh solarnih orientacij bilo že izmerjenih. Vidite, da imamo solsticije in dneve četrtin leta, ki so marsikje označene, ki jih orientacije označujejo. Torej, najzgodnejše te orientacije imamo vzdolž južne obale Mehiškega zaliva. Ta je znana predvsem po tako imenovani kulturi Olmekov, ki je pa znana predvsem zaradi teh orjaških bazaltnih glav, ki jih je bilo najdenih tam več kot 20, tehtajo pa tudi tja 18-20 ton. Narejene vse seveda s kamnitim orodjem, tam ni bilo nobenih kovin, ki bi bile uporabne. Nekaj teh najdišč je že bilo, dolgo je že znanih, San Lorenzo, La Venta in tako naprej. V zadnjih letih je pa kolega Takeshi Inomata s pomočjo lidarskih posnetkov, se pravi laserskega skeniranja,
Na tem območju vzdolž južne obale Mehiškega zaliva. Tu je bilo veliko lidarskih posnetkov razpoložljivih in so bili prosto dostopni na spletnem mestu Mehiškega nacionalnega inštituta za geografijo in statistiko. Zakaj? Ja, zato, ker je tu nafta, ne? Pa so seveda to vse posneli in so arheologi lahko tudi to izkoristili. In je na osnovi teh posnetkov odkril celo vrsto, več 100 orjaških monumentalnih kompleksov, ki so iz časa okrog 1100 do 700 pred našim štetjem, o katerih prej nismo vedeli ničesar. Ker to je pokrajina, kjer so pašniki, kmetije, naselja, malo gozda, nasadi, vse sorte. In ker je to vse zemljena arhitektura, ko človek hodi po terenu, sploh tega ne vidi, ne, da tam kaj je. Največje to najdišče od teh, kar jih je odkril in seveda tudi že izkopava že nekaj let na teh najdiščih, je Aguada Fenix. Tu imate merilo. Ta zemljena platforma je dolga 1,5 km in široka skoraj pol kilometra in višino vsega tja do 10 metrov, gor ima pa še celo vrsto manjših platform, ne. In seveda smo pol jaz predlagal, ker je to objavil, kaj pa če naredimo na osnovi lidarja analizo orientacij, ne, ker je toliko teh primerov, da se da to ovrednotiti, ne. En sam primer nikoli ničesar ne pove. No in smo to naredili, to je bilo objavljeno pred 2 letoma, ta članek v Science Advances in torej veliko je teh orientacij proti solsticijskim točkam in proti dnevom četrtin leta. Na levi imate San Lorenzo, to je že dolgo znano to najdišče. In te orientacije se ponekod kombinirajo s solsticijskimi poravnavami. Torej, če gledamo iz San Lorenza, kjer je orientacija kompleksa proti dnevom četrtin leta, tale gora Sempoaltepetl na zahodnem horizontu označuje zahajališče sonca ob decembrskem solsticiju. In to je bilo seveda signifikantno. Spomnimo se, da so solsticiji in dnevi četrtin leta delili leto na 4 približno enako dolge dele. No, ali pa Laguna de los Cerros, drugo tudi zgodne najdišče, zemljena arhitektura, orientacija proti sončevim vzhodom ob dnevih četrtin leta. Obenem je pa iz Lagune de los Cerros bilo je mogoče opazovati sončeve zahode ob junijskem solsticiju izza najvišje Mehiške gore, to je vulkan Citlaltépetl ali Pico de Orizaba. Torej, jaz nisem imel sreče, da bi to, nisem se odpravil tja, ne? Včasih je zdaj pri tem onesnaženju tudi težko, ampak sem to simuliral z Google Earthom, ne? Tako bi sonce zahajalo danes. Kot vidite, ni posebno točna, ne? Ampak ker bi bilo pred 3000 leti, so bili solsticijski ekstremi nekoliko večji, bi bila ta poravnava veliko bolj točna, kot je zdaj, ne? Ta simulacija je narejena za sedanji čas. No, večina teh orientacij, zlasti kasnejših, se pa nanaša na druge datume. Ti datumi se koncentrirajo v 4 obdobjih leta, ki so, kot vidite tu, poljedelsko zanimiva, ne? Najprej okrog februarja imamo čas, ko se pripravlja obdelovanje površine, takrat treba posekati šavje, vse to sekundarno rasti ali pa tudi primarni gozd, ne, če odpirajo novo poljedelsko površino. In se to posuši, se to pusti, da se posuši. Nekje aprila, maja požigajo to posušeno vegetacijo in se začne setev, zlasti koruze, ki je bila najpomembnejša. Prvi plodovi, prvi koruzni storži so nekje avgusta in oktobra in novembra se začne žetev, ne, koruze. Torej, ta razporeditev koncentracije datumov nam dajo pač vedeti, da gre pri teh orientacijah za povezavo s poljedelstvom, ne, s poljedelskim ciklom. Poleg tega smo pa tudi ugotovili, ne, zdaj to so bile večletne raziskave, da je tendenca taka, da te orientacije markirajo datume, ki jih ločijo intervali, ki so mnogokratniki 13 ali 20 dni. Najbolj pogoste orientacije v Mezoameriki markirajo sončeve vzhode 11. februarja in 29. oktobra.
Intervale, če pogledamo, ne, vidite, to so zdaj intervali med sončevimi vzhodi, ista skupina orientacij, pa tendenca, torej tu so seveda tudi napake upoštevane, ampak tendenca je taka, da na nasprotnem, torej zahodnem horizontu pa markirajo ta dva datuma. Zdaj, če pogledamo te intervale, eden izstopa, ne? In to je 260-dnevni interval, ki je enako dolg kot formalni koledarski ciklus. To pomeni z drugimi besedami, če je nekdo opazoval 11. februarja, ko sonce vzhaja izza neke poravnave, seveda ni vedel, da je 11. februar, ampak je vedel, da je v njihovem koledarju recimo dan 1 krokodil. Potem je vedel, da bo sonce se vrnilo vzdolž iste poravnave, ko bo nastopil isti datum, čez 260 dni, ko se je ponovil datum 260-dnevnega cikla. In teh primerov je veliko, nekatere te stavbe se dajo zelo natančno izmeriti, ker so dobro ohranjene, tako da tu pač ni nobenega dvoma. Zdaj, če pa pogledamo, no, tudi osrednja Mehika, največje mesto Mezoamerike sploh je Teotihuacan, ki je živelo v klasični dobi, tam od 1. do 6. stoletja. In ves ta centralni del mesta je usmerjen tako kot Sončeva piramida. In Sončeva piramida tudi označuje sončeve vzhode 11. februarja in 29. oktobra. Torej, to je najbolj razširjena skupina orientacij v Mezoameriki. Če pa pogledamo zdaj še druge, ne, za arhitekturo Majev imam ta graf, torej najbolj pogosta je ta, ne, na vzhodu sta ta dva intervala, signifikanten, vedno je signifikanten vsaj eden, da je vsaj eden od teh intervalov mnogokratnik 13 ali 20 dni. Druga najbolj pogosta orientacija ta, kjer imamo zopet mnogokratnik 20 dni. Pa recimo ta, v tem primeru imamo, to je ista skupina orientacij, na eni strani označuje 130-dnevni interval, kar je seveda mnogokratnik 13 dni, in na drugi strani 140-dnevni, mnogokratnik 20 dni. V tem primeru imamo na eni strani dva signifikantna intervala in tako naprej. Pa si pogled, no, in pred časom sva s kolegom naredila, on je naredil, ne, to statistično analizo in ugotovil, da te tri skupine, ki označujejo te tri intervale, so statistično signifikantne, torej signifikance so nad 3 sigma, tako da tudi statistika podpira ta zaključek. Zdaj je vprašanje, zakaj pa so si dali toliko dela s tem. Ja, zdaj očitno so orientacije funkcionirale v povezavi s formalnim koledarjem, torej z 260-dnevnim ciklom. Po tej skemi lahko vidimo, da so datumi, ki so jih ločili intervali, ki so bili mnogokratniki 20 dni, so imeli ista znamenja, ne? Ker je bilo pač 20 znamen. Medtem ko datumi, ki so jih ločili intervali, ki so bili mnogokratniki 13 dni, so imeli pa isti števnik. In to je seveda bilo potem lažje tudi napovedovati posamezne dneve, tudi če je bilo na tisti dan oblačno. In to napovedovanje je moralo biti zelo pomembno, ker to so bili seveda kanonični, ceremonialni datumi. Datumi, v katerih je bilo treba narediti neke obrede, zato da se bo vse dogajalo v poljedelstvu tako, kot je treba. In te ceremonije treba bilo seveda napraviti vnaprej, ne? Niso zdaj gledali sonce, danes je, zdaj bomo pa delali. To je bilo treba vnaprej se pripraviti. In mislim, te kanonične datume, seveda jih poznamo tudi danes, še vedno. In so predvsem obredni datumi, pa vzamemo primer samo, Martina, svet Martin. 11. november, ja, ni zdaj točno 11. novembra, ker vino zrelo vedno. Takrat nekoč, ne, danes je to fešta, ampak nekoč je bilo pa treba praviti obrede, da bo vino zrelo. Ne. In za te trditve imamo seveda ogromno etnografskih podatkov. Recimo, tudi v Mezoameriki posebno zgovorni so podatki z jugozahoda Združenih držav, kjer so bile študije narejene tam v začetku, v prvi polovici 20. stoletja in kjer so imeli tudi Hopi, Zuni, te skupine, opazovalce neba, ne, ki so ljudem povedali, zdaj se začne obredno
zdaj treba napraviti obred za določeno etapo poljedelskih del in se ta etapa otvarja. Potem je pa še vedno vsak kmet razmislil, ali bo danes sejal, ali čez 3 dni, to je bilo pa odvisno od konkretnega vremena, ali tudi položaja lune in podobnih astroloških indikatorjev. Tako da nekaj podobnega je seveda moralo veljati tudi v Mezoameriki. In ta 260-dnevni koledar še vedno uporabljajo nekatere skupine v gvatemalskem višavju, recimo Kičeji, Išili. Ne? In tudi tam seveda to izginja, neizogibno izginja, ampak v prvi polovici 20. stoletja so bile tudi etnografske raziskave tam napravljene in tam so rekli domačini obdobjem po 40 dni, so jim rekli ujok habil, kar pomeni korak ali korak ali stopinja v letu. To seveda zato, ker intervali po 40 dni ločijo datume, ki imajo isto znamenje, število pa napreduje za 1, kot vidite tu. Ne? Od 1 krokodil do 2 krokodil, do 1 krokodil, do 2 krokodil je 40 dni. Ne? In ta mehanika koledarja je seveda morala biti zelo dobro znana koledarskim specialistom, ne? Ki so seveda ta opazovanja tudi opravljali. Zdaj vse to bi bilo seveda možno brez nekih monumentalnih piramid. Ne? Lahko imamo samo dovolj razgiban horizont, isto opazovališče, kot to marsikje počnejo ali so počeli do pred kratkim, ne? Ali pa če je vse ravno, pa postavimo enega tja z eno palco ali kolom, ne, v pravo smer, označimo, ni potrebno delati nekih ogromnih stavb. Če so te orientacije vključili v templje, v palače, so s tem seveda hoteli prenesti kozmični red v svoje stvaritve. Ne. In v skladu z magičnim načinom življenja so tudi skušali prepričati ali pripraviti nebesna telesa, da se bojo pravilno gibala. Ne. Ker vsega od tega dogajanja na nebu je bilo vedno odvisno vse tisto, kar je na zemlji. Ne? Kajti na nebu se večina ciklov odvija vsele v istih intervalih. Zato ni čudno, ne, da je nebo povsod postalo prototip dovršenega reda in tudi božanske harmonije. Torej nebo je bilo božansko. Vse konec koncev že grška beseda kozmos, vse to, veste, kaj je originalni pomen. Izvirni pomen besede kozmos je samo red. Ne? Od tod kozmetika, kozmetikos je urejen. Ne? Šele pol, zato ker je bilo vesolje model tega reda, je ta beseda postala sinonim za vesolje. Ne? In če je to božansko, seveda na nebu, kar je na nebu, vpliva na to, kar je na zemlji. Od tod seveda ta množica astroloških pojmovanj, ki jih v najrazličnejših oblikah najdemo povsod po svetu. In zaradi tega seveda teh mehiških, mezoameriških nasploh templjev in tako naprej ne moremo označiti kot observatorije, ne? Čeprav to še vedno vidite na kakšnih arheoloških najdiščih. Observatorij v modernem pomenu besede je opazovalnica, se pravi, to je orodje za pridobivanje znanja. Medtem ko ti astronomsko usmerjene stavbe so pa že rezultat znanja. Ne? Oni so vedeli, kako morajo usmeriti te stavbe. Seveda so tam tudi opazovali, ne? To je bilo rezerviran prostor za svečenike, ampak ni bila pa to njihova osnovna funkcija. Primarna vloga, primarna raba je bila tempelska, rezidenčna, administrativna. No, to je zdaj nekaj stavb, nekaj primerov takih, kot jih imamo, ne, recimo Čičenica na severnem delu polotoka Jukatana, zelo dobro ohranjeno in se da natančno izmeriti to poravnavo. Vidite, mnogokratnik števila 20 je interval, še en drug tempelj, tu imamo mnogokratnik 13 dni. No, to je mogoče najbolj emblematična stavba v Čičenicaju. Severna fasada je usmerjena proti sončevim zahodom na ta dva datuma. Ne. Tu imamo na eni strani mnogokratnik 13 dni, na drugi strani mnogokratnik 20 dni. Zdaj tu boste rekli, ampak to pa ni čisto točno, ne, ker to sonce je že malo proti severu, ne, malo fovš. Ja, ampak to zato, ker smo tistega leta bila s kolegom tu 21. maja in ne 20. maja. To pa zato, ker sva bila pa 20. maja v enem drugem templju, a nisem mogla biti povsod naenkrat. Tu
To je pa Tulum na Karibski obali, ki je pa, ima točno, ta glavni tempelj ima točno enako orientacijo. Ne. Sonce zahaja na ta dva datuma s tema dvema zanimivima intervaloma. Zdaj, in te orientacije se pojavijo že v zgodni arhitekturi. Ne, to smo zdaj videli pred 2 letoma, ko smo se lotili te raziskave. Tu vidite lokacije vseh teh raznih monumentalnih kompleksov, različnih tipov. Ne, to zdaj različni simboli ustreza različnim tipom. In že tu vidimo, da je najpogostejša skupina orientacije ta, ki markira 260-dnevni interval, torej ista, kot smo že prej videli. Ne? Torej, to je bil očitno neki ritualni poljedelski ciklus. Od februarja je treba pač počistiti polja, odstraniti šavje, ne, pustiti, da se posuši, in oktobra je čas, ko se začenja žetev. Potem je druga najpogostejša je ta, ne, ki markira 130-dnevni interval. Tudi to je februar pa oktober, ker so verjetno imeli različne obrede ali pa različne skupnosti so imele malo različne datume, glede na čisto konkretno politično ideologijo. Ne. Vsak je hotel kaj po svoje narediti. To vidimo ponekod, ker se iz enega obdobja v drugo zamenja nekoliko orientacija. Ne bistveno, ampak vladarji so pač hoteli vedno kaj novega izumiti. No, v tem tretjem primeru je pa na zahodu mnogokratnik 13 dni, torej 11 krat 13 je 143 dni. No in tu imate nekaj primerov. Ne. V tem primeru vidite, da je celo ta os simetrije usmerjena proti drugi stavbi, tako da je sonce vzhajalo izza tega oddaljenega markerja, tako da je bilo to veliko bolj natančno. No, še ena dve taki stavbi. Potem imamo tu Aguada Phoenix, to je ta največji kompleks, kjer kolega Inomata tudi že nekaj let izkopava. Tu gre za ta 130-dnevni interval in tudi to se da dokaj natančno izmeriti, ker so kar trije tele, več je teh poravnanih zemljenih kopic danes, ne? Ampak to so pač ruševine te zemljene arhitekture. Ali pa recimo še en tak primer. Dobro, še malo umetniška vizija tega, kako je to sonce odhajalo. In zdaj, kaj so nam te raziskave tudi povedale, da je ta mezoameriški 260-dnevni ciklus precej starejši, kot smo pa prej domnevali. Torej, že dolgo je bilo skoraj jasno, da mora biti zelo star. Ampak najstarejši, zanesljivo datiran zapis tega datuma je iz teh stenskih slikarij v neki stavbi na arheološkem nadišču San Bartolo v Guatemali, kjer je tale datum 7 srna. Namreč Maji so pisali, in že pred njimi Olmeki, ki so izumili ta številski sistem, oni so uporabljali sistem števil z mestnimi vrednostmi, torej tako kot mi, ne? Samo da naš je desetiški, njihov je bil 20-tiški, zato so uporabljali 20 znakov, od 0 do 19. Najbolj enostaven način je bil ta sistem zapisovanja posameznih števk s pikami ali krožci in črtami. Vsaka črta je bila 5, vsak krožec je bil 1. Torej 7 se je zapisalo z 2 krožcema in črto. Zdaj tu boste rekli, je ohranjen samo en krožec, ampak na tak način nima nobenega primera, da bi zapisali številko 6 na tak način. Številka 6 je vedno zapisana tako, da je krožec nad sredino črte. Tako da je jasno, da gre za številko 7. Kakorkoli že, ne, to je najzgodnejši datum iz 3. stoletja, najzgodnejši znan datum iz tega cikla. Zdaj naše orientacije pa povedo, da je moral biti ta koledarski ciklus v rabi že vsaj 800 let prej, ker sicer te orientacije, ne, v intervalih, ki so mnogokratniki števila 20 in 13, in pa te najpogostejše, ki imajo 260-dnevni interval, nima nobenega smisla, ne bi se jih dalo razložiti. Zdaj, Maji so imeli seveda še marsikaj drugega, kar bom na hitro preletel, to je Pariški kodeks, eden od 4 samo, ki so ohranjeni, kjer je neke vrste zodiak predstavljen.
Dresdenski kodeks, ki je se hranil v Dresdnu, ki ima tudi astronomske tabele, to je Venerina tabela, ker je sestavljena iz petih strani in na vsaki strani je vsota teh, na vsaki strani je vsota številk, ki jih imate spodaj, je 584. To je pa trajanje Venerine sinodske dobe. Ne? Potem so tu Venerini glifi in teh strani je 5, zato ker je, če so prešli čez 5 sinodskih dob, 5 krat 584 je 2920, kar je enako 8 krat 365. Se pravi, po 8 letih so se začeli datumi v letu teh pojavov, recimo prvi pojav Danice, zadnji pojav Večernice, so se začeli ponavljati. Potem je v istem kodeksu tudi tabela mrkov. Kako vemo, da je to tabela mrkov? Zato, ker so tu tipični intervali, v katerih se lahko pojavljajo mrki. Samo v teh intervalih. Niso vedno vidni vsi na istem območju in tega Maji tudi očitno niso znali napovedati. Vedeli so pa, da se lahko ponavljajo samo v določenih intervalih. In imamo tudi neke orientacije proti lunarnim ekstremom. Zdaj, lunarni ekstremi so malo, torej luna v enem samem mesecu prehodi celo obzorje, od enega ekstrema do drugega in nazaj. Ampak ti ekstremi se večajo, se širijo in se manjšajo. Vsakih 18,6 let doseže luna največje ekstreme. To je ciklus vozlov, ne bomo zdaj šli v detajle, ampak ti ekstremi so 5 stopinj večji in tudi proti tem ekstremom imamo že zgodne orientacije. Tu vzdolž južne obale Mehiškega zaliva so najzgodnejše, kasneje tudi niso posebno pogoste, bolj sporadične, ampak zanimivo je, da jih je največ na severovzhodni obali polotoka Jukatana. Zakaj je to zanimivo? Ker vemo pa iz pisnih virov, da je bil tam zelo pomemben kult boginje Iščel, ki je bila boginja materinstva, rojevanja, pletenja, tkanja in povezana z luno. Tako kot je to tudi marsikje drugo. Torej je bil tu lunarni kult zelo pomemben, zato ni čudno, da so imeli te lunarne poravnave. Zdaj, zakaj je bila luna? Pri soncu je jasno. Sonce nam je najbolj zanesljiv indikator poteka tropskega leta. Zakaj je bila pa luna pomembna? Ja, luna se pa univerzalno povezuje z žensko vodo rodovitnostjo. Razlogov je bilo največ več. Eden gotovo da je lunarni ciklus toliko dolg kot povprečju menstrualni ciklus pri ženski. Druga stvar, zlasti obmorska ljudstva so lahko videla, da luna pač dviguje morje, vodo, primovanje. Raziskave v zadnjih letih, pa niti ne tako v zadnjih, so pa razkrile tudi, da je tendenca taka, da je več padavin v prvi in v tretji četrtini sinodskega meseca. In to vidite po teh grafih, raziskave so bile narejene na več koncih sveta in očitno so to vedeli v Mezoameriki. Eden od zgodnih piscev v 16. stoletju, to je bil sicer zelo glasni škof Diego de Landa, ki je dal požgati vse kodekse in se je s tem tudi pohvalil, ampak je v tem svojem poročilu o zadevah na Jukatanu napisal med drugim tole, da je proti koncu januarja in v februarju je eno kratko vroče obdobje, ker je sonce močno in takrat ne dežuje, razen kadar vstopajo lune, se pravi pomlajo. To ustreza dejanskim podatkom, modernim. Potem je pa etnologinja Judith Remington pred leti delala med gvatemalskimi indijanci v Višavjih in tam so ji rekli, da med deževno dobo dežuje bolj, kadar je luna mlada, kot kadar je zrela. To je pa spet prva četrtina lunarnega meseca. Prav tako so moderne raziskave razkrile, in teh je kar veliko, da obstaja korelacija med tem ciklom vozlov 18,6 let in temperaturnim režimom, klimatskim režimom, torej deževje, temperature, orkani in podobno. Tako da je seveda privlačna, vsaj hipoteza, da je tudi to bil eden od faktorjev, zaradi katerega je luna bila povezana z rodovitnostjo, ampak o tem pa res nimamo nobenega dokaza.
No in za zaključek dajmo povedati še nekaj o Veneri, ki je pa seveda tretje nebesno telo in je bila zelo pomembna v Mezoameriki, tako kot v Babilonu in še marsikje. Zdaj, to je bilo moje magistersko delo, no in takrat se je izkazalo, da so ekstremi Venere, kadar je vidna kot danica, so lahko 3 stopinje manjši kot ekstremi večernice. Torej, ekstremi danice, kadar vzhaja, Venera se seveda tudi premika po horizontu, ne, če jo gledamo, ko vzhaja ali zahaja, in dosega svoje ekstremne točke. Je pa to gibanje veliko bolj zapleteno, niso vsi ekstremi enaki, ampak na vzhodu so največji ekstremi komaj kaj večji kot solsticijski sončevi ekstremi, medtem ko na zahodu so pa lahko do 3 stopinje večji. Ne, in to je zdaj ena stvar, kar je očitno vzbudila pozornost. Druga stvar, ki pa še pomembnejša, je pa, da so ti ekstremi vedno vezani na letne čase in to več tisoč let. Torej, severni ekstremi Venere, če je vidna kot večernica, vedno se to zgodi nekje od aprila do junija pred junijskim solsticijem. To je takrat, ko se začne deževna doba v Mezoameriki. Južni ekstremi pa nekje od oktobra do decembra pred zimskim solsticijem. To je pa konec deževne dobe. Se pravi, ekstremi Venere kot večernice omejujejo deževno dobo in poljedelski ciklus, ki je seveda od deževne dobe odvisen. In to je bil verjetno vzrok, da je Venera, zlasti ta večernica, je bila povezana z vodo, deževjem, rodovitnostjo in koruzo v mezoameriški religiji. Ne. In zdaj, da so to res videli, ne, podatkov je več, ampak bom navedel samo ta napev, ki ga je zbral eden od mnogih, ki jih je zbral nemški etnolog Konrad Theodor Preuss že v začetku 20. stoletja in je to tudi objavil v eni obsežni monografiji. Zdaj, to je moj prevod. Ne. To je pesem, ki je posvečena bogu Sotarju, bogu večerne Venere in koruze. Tu zdaj se obračajo k temu božanstvu in pravi, da naj pripleše s severa s perjem modre srake, ki jo kori povezujejo, to je indijanci Kora v zahodni Mehiki, ne? Ki jo oni povezujejo z deževno dobo. Pa potem naj pripleše s cvetjem raznih rož, ki jih tudi oni povezujejo z deževno dobo, to piše sam Preuss, cempasúchil, sacalosúchil in tako naprej. Da pa ne je bilo nobenega dvoma, pa pravi na koncu, oblake nosiš kot krono, belino nosiš kot krono, življenje nosiš kot krono. To se pravi, dejansko ta napev ustreza s klimatskimi in astronomskimi dejstvi. Kadar je Venera dosegla severni, kot večernica, severni ekstrem in se potem začne vračati proti jugu, vedno takrat se deževje povečuje. Ne? In je to seveda pogoj za uspešno setev. Zdaj, teh orientacij ni prav veliko, ampak najbolj zanimiva je gotovo to je znamenita Guvernerjeva palača v Uxmalu, majevsko najdišče na severozahodnem delu polotoka Yucatana, ki je usmerjena proti severnemu ekstremu Venere na zahodnem horizontu. In tu ne gre samo za orientacijo, imamo tudi ikonografsko podporo. Namreč na fasadi te palače je nekih 400 glifov, to so glifi Venere. To vemo zaradi Venerine tabele, ker se tam v Drezdenskem kodeksu pojavljajo. In ti glifi so postavljeni v obličja ta grotesknih mask boga Čaka. Te so res malo, vedno so ta obličja malo groteskna, grozljiva, ne, ker božanstva so bila vedno ambivalentna. Ampak vidite, to so ti nos, oči, ne, režeča usta, to je bog dežja ali zemlje ali in zemlje, Čak so ga imenovali. Torej, Venerini glifi so postavljeni v maske deževnega božanstva, kar seveda ustreza dejstvo, da so severni ekstremi oznanjali prihod deževne dobe. No, sama palača je obenem usmerjena proti enemu drugemu manjšemu najdišču na vzhodnem horizontu, ki ga vidite tu kot en majhen kucelj. In od tam se pa vidi v ozadju, če pa gledamo v nasprotni smeri, pa vidimo
na zahodnem horizontu stavbe ušmala. In to je ta guvernerjeva palača. Torej, ti ekstremi v enem 8-letnem obdobju ali v času 5 sinodskih dob je mogoče videti 5 severnih in 5 južnih ekstremov. Datumi niso vedno isti, vedno so v tistem času od aprila do junija, ne, pred poletnim solsticem, in tudi velikosti niso vedno enake, ampak vsi ti vedno bi ob ekstremih Venera zahajala nekje nad palačo. Vsakih 8 let, ko je pa največji ekstrem, je pa zahajala izza severnega roba palače. Tega zdaj tudi jaz nimam, to se redko dogaja in bi bilo treba iti pač tja. Ne. Ampak to je zdaj zopet simulacija, ki so jo pokazale meritve. Torej, zahajala bi takrat izza severnega roba te palače. In najbrž ni naključje, da ravno ob 2 severnih vogalih te palače sta Čakovi maski, ki imata številko, to jo zdaj najbrž že prepoznate, 8. To se je dogajalo samo vsakih 8 let. Ne. Dobro, o tem sem pisal tudi v knjigi, ki je bila najprej objavljena v Mehiki, prevod tudi pred leti v slovenščini pri naši založbi, če to koga zanima. In tu bi jaz to svoje predavanje zaključil. Vam se zelo zahvaljujem za pozornost. Če ima kdo kakšno vprašanje, sem seveda na voljo. In hvala lepa. Najlepša hvala, profesor, za tako navdihujoče, ne delam, ne? Ja. Predavanje, ki ni boljše inauguracije naših znanstvenih popoldnev v Novi Gorici kot ta začetek. Zdaj pa verjetno je veliko vprašanj, če pa ni, bom pa jaz postavila prvo. Jaz moram reči, da razumem torej to 20 krat 13 je 260, 20 tistih znamenj, številka 13, odkje, na začetku ste sam rekel številk, imamo 13 številk. Odkje? Zakaj 13? Aha, torej sprašujete o izvoru. Ja. To je pa enigma, ki je še nismo rešili. Torej, zakaj 260? Verjetno, zdaj več je razlag, možnih razlag. Nekatere so astronomske, torej dva ta cikla sta 520 dni, kar so 3 eklipsni cikli, mislim, lahko bi bilo to za mrki. Ne? Druga, ne bom zdaj vsem tem, ampak zdaj se nekako vedno bolj nagibamo, da gre za obdobje, za čas gestacije, človekove nosečnosti. Ja, pa boste rekli, ampak nosečnost je malo daljša. No, ampak Indijanci, Kičeji in še nekatera ljudstva v višavi Gvatemale, oni še vedno ta ciklus uporabljajo za napovedovanje rojstev. Ampak oni si zapomnijo dan, ko ženska pogreša menstruacijo. Od takrat je pa kar dosti točno 260 dni do dneva rojstva. To se pravi, ko se bo pojavil isti datum, takrat se lahko pripravijo na rojstvo. Ampak zakaj pa ravno 20? 20 je osnova gotovo že v samem dvajsetiškem sistemu. Vsi mezoameriški jeziki imajo števila v dvajsetiškem sistemu. To se pravi, da so znaki, torej imena so posebna do 20, potem se pa sestavljajo, ne. Koliko v našem sistemu se sestavljajo do prve potence števila 10, to je nova beseda, 100. Potem se zopet 101, 110, 1000, naslednja potenca je pri njih je to isto, ne. Oni so imeli pa 20, potem je bilo sestavljanje, recimo pri Majih je bil Hung-al, je bilo 20, 40 je bilo Kak-al, 2x20, Ošk-al in do 400. Ne? Tam je bila pa nova beseda Bak. Tako da dvajsetiški sistem je verjetno osnova za teh 20. Zakaj pa 13? Ja, s tem si pa razbijamo glavo, vključno z mano. Lahko še eno. Pri različnih popravkih, ne, ste med drugim omenili uklon svetlobe. Ne? Recimo, ko sonce zahaja, pač se svetloba uklanja za hribi, ne? A to dejansko je treba upoštevati? Kaj? Imate tako natančnost, da je treba to upoštevati pri vaših različnih izračunih? Kaj, višino horizonta? Ne višino horizonta, torej ne vem, kaj ste mislili z uklonom svetlobe oziroma refrakcijo. Refrakcijo, ja. Ja, torej, če gre,
mi moramo upoštevati celo, jaz tem ne bom zdaj gnjav, mislim, nisem gnjav, ampak treba je upoštevati celo to, da se datumi nekaterih teh pojavov polagoma spreminjajo. Nekaj zaradi sistema interkalacij v gregorijanskem koledarju, ki ga moramo projicirati za nazaj, nekaj pa zaradi tudi teh astronomskih ciklov, precesij in podobno. Ne? Tako da skušamo biti, itak so vedno neke napake, zlasti če so slabo ohranjene stavbe, ampak skušamo biti čim bolj natančni, ker nekatere poravnave je pa mogoče natančno izmeriti. Tako da jaz mislim, vsaj imam podatke, ki to podpirajo, da so ponekod v zgodnjih obdobjih so rajši gledali prvi žarek, ko se sonce komaj pojavi, v zelo poznem obdobju pa celo sonce. Ne? To je pa zopet treba poštevati, ker se pol različne deklinacije izračunajo. Tako da, ja, velikokrat so podatki tako slabi, da je to brez veze. Ampak zakaj bi imeli napake tam, ki jih ni treba? Ne? Hvala, še kakšno vprašanje? Hvala lepa, zelo zanimiva stvar, kar ste povedali. Jaz bi pa vprašal eno stvar, pokazali ste nam številke do 20, ne, so zapisovali številke do 20. Ja. Zadnja je bila pa številka nič. A to dejansko pomeni, da so oni poznali število nič, ki smo ga mi v naši civilizaciji izumili bistveno kasneje. Ja, to je paradoks. Torej, ničlo so, nekaj so s tem eksperimentirali že v Mezopotamiji. Pol so imeli ponekod, pol so v Indiji nekaj eksperimentirali, pa so imeli najprej samo prazen prostor. Ne, tam. Ampak to je pol problem, ker so pol prepisovalci, so pa večkrat rekli, da niso videli prostora in pol zgubiš, ne, eno mesto. Zdaj, Olmeki so ta sistem izumili, ne vemo, še so že oni imeli ničlo, Maji pa vsekakor že v 3. stoletju se pojavi zapis ničle. Kar je pa seveda 500 ali več let, preden se uveljavi ničla v Indiji, odkoder jo dobimo mi. Ja. Tako da to je zdaj paradoks. Pri Majih imamo neko slepo ulico, ne, ker je ta civilizacija bila pač grobo uničena s prihodom Špancev, ampak je, in vse v Ameriki se dogaja malo kasneje. Kasneje se uvede poljedelstvo, kasneje keramika, kasneje so prve razslojene države, ampak v tem so imeli pa očitno primat. Se pravi, že Olmeki. Pri Olmekih najbrž, ker sicer ta sistem ne bi deloval, ampak nimamo pa nobene konkretnega zapisa še. Pri Majih pa že, je pa ničel ogromno. Ja, to je bila prerezana školjka ali pa 4-pelesna detelca, tako da to ni nobenega dvoma. Torej so že Olmeki so že prenašali ta opazovanja sonca v svojo arhitekturo. To je bilo koliko? 1000 let pred našim štetjem? Kaj? Olmeki. Olmeki najzgodnejše monumentalno mesto, to se pa je ta monumentalnost nam seveda odraža razslojeno družbo. Najstarejše je San Lorenzo, vse sem ga pokazal, od 1400 do 1100, do 1000 nekje je živelo kot pomembno politično središče. Potem je na to mesto stopilo drugo, La Venta, in Olmeki kot tak, čeprav ne vemo, kako so oni sebe imenovali, to je pozno ime, so živeli na tem območju nekje do začetka našega štetja, vsaj kot posebna kultura, ne? Ampak povezani z Maji, tudi druga jezikovna družina. Začetek te kompleksne družbe, ne, je pa nekje tam sredina 2. tisočletja pred našim štetjem. Čeprav zdaj pri teh Aguada Fenix in ta pred kratkim odkrita nadišča, tu je pa hec, da sploh ni nobenih bajt. Ne vemo, ali je bilo to res sedentarna družba, stalno naseljena, ali so bili to vendarle nomadi, ali pa napol nomadi, ki so prihajali samo za določene dogodke. Torej, gotovo so imeli tudi poljedelstvo kot del preživljanja, ampak tu je zdaj še veliko ugank. Vsekakor pa vemo, da ni bilo nujno poljedelstvo za nastanek neke sedentarnosti ali tudi razslojene družbe. Zato, ker imamo ta stara nadišča, Gobekli Tepe v Turčiji, konec ledene dobe, Poverty Point v Severni Ameriki in tako naprej. Hvala. Še eno vprašanje. Hvala za čudovito predavanje. Žepna preverba Google Maps. Lahko malo bolj na glas. Hvala za čudovito predavanje.
Žepna preverba Google Maps pokaže, da vse 3 lokacije naše univerze, Vipava, Ajdovščina in Nova Gorica, ležijo tako rekoč na premici, ki kaže v točko sončnega obrata. Bolj ali manj. Ampak to je žepni zdajle Google Maps na telefonu. Pa ovirajo nas mnoge gore Alp. Ampak smo na premici v sončni obrat. Kaj svetujete za dvig intelektualne, pa še kakšne druge rodovitnosti, pač univerze, ki ima svoj kampus poravnan na premici z junijskim solsticijem? Čakaj, jaz nisem, moram reči, vsega zastopal. Ja, malo sem že gluh, ne predvsem. Ne, gledajte, vse 3 lokacije naše univerze, Vipava, Ajdovščina in Nova Gorica, so poravnane praktično na premici, ki kaže v točko poletnega solsticija. Se pravi, 4 točke so poravnane za našo univerzo. Kaj bi nam svetovali? Katere 4 točke? Vipava, Ajdovščina pa Nova Gorica. So naši 3 kampusi, naše lokacije. So poravnane kako? Praktično kažejo v točko, kjer se poleti obrne sonce, pa gre nazaj. Ja, to bi bilo zdaj treba videti, če imamo takih primerov veliko, ne? Ker vedno je to je problem arheoastronomije, ki jo vedno še nekateri ne jemljajo resno. Ker imamo nekatere ljudi, ki napišejo, to je pa ekvinokcij, ali pa to je pa ta poravnava una zvezda. Problem je, če nimamo pisnih virov, če nimamo nekih drugih opornih podatkov, da je bilo to res orientirano tako, potem je nujno, da imamo večje število podatkov. Eno večji vzorec podatkov, ker samo takrat lahko vidimo, a gre za neko nenamerno, da gre za namerno kopičenje, gručenje ali ne. Ker zdaj, če se bi spravili meriti ulice po Novi Gorici ali pa po Ljubljani, sigurno najdemo kakšno na ekvinokciju. To ne pomeni, da je bilo namerno. Ta problem namernosti je še vedno največji problem. Zato jaz uporabljam to metodo, ocena gostote jedra, kernel density estimation, kjer se napake upošteva. In če je veliko, ali pa sorazmerno veliko podobnih orientacij, potem je seveda tendenca, da se napake izničijo. In nam te krivulje kažejo vrhovi verjetno tisto, kar je bil cilj. Če imamo pa 3 orientacije, ali je pa to vsaka hipoteza toliko dobra, kot kakšna koli druga. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Potem bi pa zaključil z mojim vprašanjem, ki sigurno ni numerično. Ja. Ampak dejansko je fascinantno, kako arhitektura postane zemljevid nekih kozmične kartografije. To sigurno ni, kot arhitektka in graditelj, sigurno nimamo takega kompleksnega odnosa do opazovanja, do kulture opazovanja, do te intenzivnosti. Zdaj me pa zanima, v življenju ste se soočali z preteklostjo, z velikih civilizacij. Ali je to na kakšen način spodbudilo drugačen razmislek o sodobni družbi? Predvsem v odnosu do časa in prostora, ki počasi izgubljamo to kulturo. No, meni je mogoče bolj fascinantno razlike, ki so med kulturami, kar seveda dajo slikovitost človeštvu. Vse drugače ni terorizma ne bi bilo, če bi bilo vse isto, ne bi bilo zanimivo. Ampak mene še bolj fascinira, kako smo si podobni, kako človek v različnih na različnih koncih sveta, v različnih obdobjih, ampak vendarle, kako je v podobnih okoliščinah, na podobni stopnji razvaja naše podobne rešitve. In celo v konceptih, v kognitivnem svetu so podobne rešitve. Kar je seveda še eno tolikih dokazov, da smo vsi samo homo sapiens sapiens, ne glede na to, kakšno je naš fenotip. Druga stvar, ki je pa manj tolažilna, je pa, kako je človek povsod tista blamaža. Ja, povsod so vojne, vsaj odkar nastane razslojena družba, povsod so vojne, izkoriščanje ujetnikov, tudi to je povsod enako. To pa ni posebno vzpodbudno. Vsaj del družbe ali nekih, povsod imamo take posameznike, ki so povzpetneži in ki se seveda povzpnejo v nekem trenutku ker ne vemo zaradi točno, kaj jim je to omogočilo, ampak vemo pa, da mnoge egalitarne družbe, povsod so ti ljudje, psihopati, makiavelisti, ampak jih ne spustijo. Nekdo je lahko dober lovec, ampak
če več nalovi, mora vse potalati, ne? Mora podeliti, ker če ne, so sankcije, ali je zasmehovan, ali je izločen iz družbe, ponekod je tudi smrtna kazen. Ampak v nekem trenutku se pa na nekih koncih sveta pa to podre in tem pa uspetnejšem rata, da dobijo dedno oblast. Vse sposobneži so vedno imeli ugled, ne? In so vedno imeli tudi neko vodilno mesto. Ampak to je bilo tisto achievement-based prestige, ne? Kar so tudi že kdo zapisali, pametnejši od mene. To je nekdo, kar je lahko s svojimi zaslugami ali sposobnosti dosegel nek status. Problem je, ko prepriča ljudi, da je on božanski, a pa so pa tudi moji otroci božanski, pa je pa konc. Ja. Najlepša hvala za tako izjemno predavanje in človeški dialog. Hvala.